dobrodošli na informativnem dnevu oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Moje ime je Sara in sem namestnica predstojnice, bodo pa tudi še drugi kolegi nekaj povedali o študiju. Spodaj desno vidite naš oddelek, ki je na drugi lokaciji kot Filozofska fakulteta, je približno 10 minut stran. Tako da si predstavljate to stavbo, tukaj so določene prednosti, zaradi tega, ker tu smo skupaj z arheologi in tako etnologi kot arheologi ustvarjamo skupnost, ki je v tem majhnem prostoru veliko bolj enostavna za povezovanje, kot pa v veliki zgradbi Filozofske fakultete. Več o tem bo na koncu povedala predstavnica študentov. Jaz bi pa rada samo en čisto kratek uvod naredila, preden prepustim besedo profesorju Rajku Muršiču. In sicer v smislu, da je antropologija pravzaprav neka veda, ki sicer črpa iz preteklosti, ampak se osredotoča predvsem na sedanjost z mislijo na prihodnost. V tem smislu je zelo pomembno, ker največkrat v tem spreminjajočem se svetu, kjer so kar naprej neke krize, je v bistvu antropologija vse pomembnejša, ker razume, kako funkcioniramo ljudje v manjših skupinah z različnimi navadami, z različnimi pogledi na svet in predvsem z različnimi perspektivami. V tem smislu je tudi pomembno, da se ne ukvarjamo samo z ljudmi, ampak tudi odnosom ljudi do okolja, do živali, do drugih živih bitij. To, kar vam bo dal ta študij, je predvsem razumevanje, da je možno gledati na svet iz različnih perspektiv in sicer to potem apliciramo v praksi s tem, da razumemo dinamiko v bistvu manjših skupin in to, kako so vpete v širše okolje. Pri študiju se to pozna tudi s tem, da se učimo delati na terenu, kjer poslušamo ljudi, zato da razumemo, kaj se dogaja v nekem širšem smislu. Predvsem nas vodi radovednost, ta spekter antropologije je izjemno širok in okolikor se odločite za ta študij, bom citirala živo našo študentko, ki se nadaljuje tudi na doktoratu, da je v bistvu lahko našla sebe, našla to, kar jo najbolj zanima in to razvijala na tem oddelku. Tu vas namreč vam omogočamo, da znotraj posameznih predmetov, potem pa tudi znotraj samostojnega raziskovalnega dela, najdete tisto področje, ki vas najbolj veseli. Ne se prestrašiti, da antropologi sploh nismo zaposljivi, o tem bo več povedal Blaž, nekaj tudi Rajko. Te naše veščine so vse bolj pomembne in to tudi vse bolj spoznavajo različni delodajalci, kot tudi si sami ustvarjamo različna delovna mesta. Tako da to samo toliko za kratek uvod, da si malo predstavljate, kje ste. Zdaj pa bi prepustila profesorju Rajku Muršiču, da nekaj več pove o sami vedi. Ja, moram reči, da je tale način komuniciranja po Zoomu precej drugačen od tistega, ki ga lahko razvijamo na oddelku. Tisti, ki ste očitno zamudili včerajšnji 2 predstavitvi, ste zamudili tudi posebno atmosfero našega oddelka, na katero ne moremo opozoriti na tole daljavo. Tako kot nam ni nič človeškega tuje kot antropologom oziroma etnologom, se trudimo, da imamo čim bolj človeški način in čim bolj spontan in sproščen način bivanja tudi v naših delovnih prostorih z različnimi zadevami, druženji in tako naprej, ki jih organiziramo. Zdaj, če bi bili v predavalnici, si lahko predstavljate, da bi vas nekaj vprašal, pa vas bom direktno vprašal, kje vse in kdaj in kako ste se srečali z antropologijo oziroma z etnologijo, pa dajte prosim v klepet napisati zelo na hitro, vsak po vrsti, ta čas, ko jaz govorim, samo vtipkajte, kje in kako ste se srečali z antropologijo, kje vse. Potem vam bom podal en zelo preprost odgovor na vprašanje, kaj ta zadeva je. Zapleten odgovor, kot si lahko predstavljate, zahteva kakšno leto, 2, torej do diplomske diplome, 3 leta študija, pa še takrat marsikdo ugotavlja, da pa še čisto vsega ne ve, zato gre potem še na drugo stopnjo, kjer mogoče to zapletenost še malo bolj odpletemo. Nekaj vmes pa rečemo, da je antropologija, verjeli ali ne, ja, končno, že drugi odgovor, tretji, dajte še malo več, me zanima. Da je ta veda
v bistvu istega ranga, verjeli ali ne, biologiji in fizike. To je ena od treh temeljnih empiričnih ved, če pač biologija upošteva naravo, fizika neživi svet in pridemo pa do antropologije. No, ta odgovor, ki je zdaj padel, mi je pa zelo, zelo všeč. Stari starši, ne, ker že končno ugotovimo, da imamo večgeneracijski način informiranja o vedi. Skratka, da se vrnem nazaj, predmet antropologije je celotno človeštvo, kar pomeni specifična oblika življenja na tem planetu, in ker smo takšni, kot smo, seveda v zadnjih letih, prav danes sem slučajno naletel na eno informacijo, eno najnovejšo raziskavo enega od teh vodilnih podnebnih znanstvenikov, da nam pravzaprav gre bistveno slabše pri boju proti podnebnim spremembam, kot bi si kdorkoli predstavljal, kar pa pomeni, da za razliko od tako ozkih ved, kot je sociologija, na primer, ki izredno ozko razume človeštvo in človeka, antropologija razume človeštvo v celoti, v vseh njegovih variacijah, in eden od načinov, kako se bomo spopadali s podnebnimi spremembami in pa s problematiko, ki zadeva pravzaprav naše celotno preživetje, je znanje, ki ga lahko pridobimo od staroselcev, torej od ljudi, ki so živeli na tem planetu skupaj z nami enako obdobje sicer časa, ampak na precej drugačen način. Antropologija je edina, ki jemlje njihova znanja celo resno, ne? Da ne govorimo tudi o naših povezavah z drugimi živimi bitji na tem planetu, torej z različnimi živalmi, rastlinami, celotnimi ekosistemi in tako naprej. Tako da antropologija je izjemno široka in zanimiva. No, vaši odgovori so me pa tako navdušili, da moram reči, da skoraj da ne morem se čisto na kratko obrniti. Edina točka, ki je niste našteli pri teh odgovorih, pa dajte še kakšnega, če vam pade na misel, so te, česa ste se v šoli naučili. Moja poanta preprostega, poanta preprostega odgovora o tem, kaj veste o antropologiji, o tem, da ste se seveda z antropologijo srečali pri praktično vseh družboslovnih in humanističnih predmetih, ampak to je bil tisti prijeten del vašega izobraževalnega dela v tem, zaradi katerega vam niso pretirano težili, ker je bil kao na nek način dodatek. Zdaj, dodal bom še to, da je biti etnolog oziroma antropolog, postati etnologinja, antropologinja, eno zelo razburljivo obdobje, ki bo vključevalo res različne prakse, različne dejavnosti, čeprav sam sodim med ljudi, ki trdimo, da je pač, da ni bolj uporabne stvari od dobre teorije, se boste poleg teorije in res ogromno stvari povezanih s človeštvom naučili tudi čisto praktičnih reči. Vidimo tule eno fotografijo, ene takšne praktične delavnice, to je del terenskega dela, terenskih izkušenj, kjer uporabljamo roke, celotno telo in tako naprej pri doživljanju življenja, tako kot ga živijo drugi, in se tudi česa naučimo, popolnoma praktičnih stvari, ampak o tem bodo drugi kolegi povedali več. Bistveno je pa to, da imamo ogromne izzive pred seboj. Ena od stvari, ki jih je treba razumeti, je ta, da je biti antropolog, biti etnologinja pravzaprav poklic prihodnosti. Dvakrat sem povedal včeraj nekaj, kar daje optimizem, kljub temu, da je nekaj služb, ki so tudi čisto antropološke, etnološke. Videl sem tule en odgovor med vami, ki ga res nisem pričakoval. Muzeji so vam povedali, da obstaja etnologija. To me res neskončno veseli. V muzejih in pa v spomeniškem varstvu, kot smo temu nekoč rekli, torej v varovanju kulturne dediščine, so službe za etnologe in antropologinje, ampak jih je sorazmerno malo, moramo povedati. Je pa ogromno drugih možnosti, ki jih boste kmalu spoznali. Ko so naredili analizo poklicev prihodnosti, so pa na Irskem pred kakšnimi 5-6 leti postavili antropologijo, verjeli ali ne, na prvo mesto. V Združenih državah Amerike so pa eno podobno, recimo anketno raziskavo naredili lansko leto in je bila antropologija na 6. mestu, pred večino seveda drugih, na prvi pogled bolj atraktivnih poklicev. Med nami rečeno, med poklici, ki so zdaj zelo ogroženi, so različni poklici povezani s pravom, ki ga bodo orodje umetne inteligence kar precej izpodrinila, vsaj tistega velikega dela pravnih ekspertiz. Če strnem,
Ena od zadev, ki so ključne, je, da lahko pri tem študiju brez kakršnih koli problemov združujemo prijetno s koristnim. Še tisto, kar sem hotel dodati, preprosta definicija antropologije, to je tisto, kar je zares prijetno in zabavno, in verjemite mi, ne govorim čisto na pamet. Hvala, najlepša hvala, Rajko. Zdaj upam, da si malo bolj predstavljate, kako je široka ta naša veda in kako pomembna je. Zdaj pa bi vam na kratko samo predstavila študijski program. Seveda si ga lahko potem tudi podrobneje ogledate na naši spletni strani. Torej, vi se najprej vpišete na dodiplomski študij, verjetno ste zato tukaj, imamo pa tudi magistrski in doktorski študij, kjer sta tako dodiplomski kot magistrski razdeljena na enopredmetno ali pa dvopredmetno smer. Kaj to pomeni? Če vzamete enopredmetno smer, potem se posvetite samo etnologiji in kulturni antropologiji, kar ni nič premalo, ker je že tukaj širina ogromna. Po drugi strani pa, če želite kombinirati s kakšno drugo smerjo, so skoraj vse smeri na Filozofski fakulteti take, da jih lahko vzamete dvopredmetno. V tem primeru imate v bistvu od vsake smeri nekakšno polovico, kot je vsak oddelek za vas pripravil, in kombinirate dva študija. To razen nekaterih je skoraj za vse smeri, kot rečeno, možno. Zdaj, če boste imeli kakšna vprašanja v zvezi z eno dvopredmetno smerjo in kako to kombinirati, naj zdaj tudi na tem mestu povem, da se vedno da, tudi če se kaj prekriva, ampak lahko pa več povemo tudi pozneje. Zdaj, sam predmetnik je sestavljen iz seveda nabora ogromnega različnih predmetov. Zelo pomembni so seveda metodološki predmeti, kako raziskujemo, se pravi s terenskim delom, z neposrednim stikom z ljudmi, kot boste potem več zvedli od Ane. Imamo tudi regionalno usmerjene predmete, se pravi, seveda najprej se fokusiramo na Slovenijo, ampak tudi na Balkan, Mediteran in pa na vse kontinente. Nekako smo predmete razdelili po kontinentih, seveda ne moramo vsega v vsakem kontinentu povedati, ampak da dobite vsaj ene osnovne preglede o načinih življenja in zgodovini vede in pristopih na posameznih regijah. Potem tukaj si lahko tako malo okvirno predstavljate, seveda so zelo pomembni tudi teoretski predmeti, ki nam dajo konceptualna orodja, s katerimi lahko potem razmišljamo in analiziramo to, kar smo našli na terenu. In pa različni strokovni predmeti, kjer imamo tako folkloristiko, mitologijo in predmete povezane z kulturno dediščino, kot tudi različne antropologije raznih področji, kot je urbana antropologija, ekonomska, antropologija spola in tako naprej. Enopredmetna smer ima tu seveda tudi izbirne predmete, ima pa izbirne predmete tudi dvopredmetna smer, ampak seveda na dvopredmetni ne poslušate vsega, kar je možno poslušati na enopredmetni. Dodati moram seveda, da na enopredmetni smeri si tudi izberete jezik, med italijanščino in nemščino izbirate. Imamo tudi seveda seminar in pa diplomo, kjer lahko individualno ob podpori mentorja delate tisto temo, ki ste si jo sami izbrali. To je pomembno, da lahko znotraj tega razvijate to, kar vas zanima. To, kar vas zanima v smislu tudi neke poklicne usmerjenosti oziroma preizkušanja, kaj bi delali potem, je pa tudi seveda pomembna praksa. In zdaj bi nekako, predno predidemo na to, kako izgleda praksa, bi v sami izvedbi študija še to povedala, da je razdeljena na predavanja, kjer pač mi predavamo vam, ampak vas pri tem tudi kaj sprašujemo, tako da ni samo enosmerno, na seminarje, kjer se bere in razpravlja o tekstih, in pa na terenske vaje, ki so kabinetne in terenske. Lektorske vaje so za tuji jezik in pa seveda pri teh seminarjih imate potem tudi samostojno delo, kjer pišete poročila ali pa oblikujete tudi izdelke, niso samo pisna poročila. Več o praksi in pa potem o vajah bo zdaj povedala Ana. Dobro, lep pozdrav. Torej, kot ste videli na prejšnji prosojnici, so v bistvu vaje dveh tipov. Vaje pri nekaterih predmetih torej izvajamo v predavalnicah. En tak predmet je recimo antropologija in pisanje, kjer se urite v veščinah pisanja.
Pri terenskih vajah je pa v bistvu ideja ta, da študentje skupaj z asistentom, asistentko greste na teren, to pomeni, včasih se torej fizično premaknete na neko lokacijo, v neko skupnost, kjer na neko določeno temo, ki jo predtem tudi predebatirate, poanalizirate, raziskujete, ponavadi v parih, v trojkah, v manjših skupinah. Te terenske vaje so pomembne tako po vsebinski plati, kot tudi popolnoma po metodološki. To pomeni, da se sami učite, kako naše etnološko-antropološko delo poteka v praksi, torej na terenu, ob stiku z ljudmi, kako izvajamo našo osrednjo metodo, opazovanje z udeležbo, kako se približati recimo predstavnikom neke skupnosti, vzpostaviti stike, dobiti informacije. Tako da temu so namenjene terenske vaje, in ker so terenske vaje res pomemben del predmetnika, je tudi urnik strukturiran tako, da so petki prosti predavanj in so torej namenjeni terenskim vajam. Nekatere vaje pa potekajo tudi več dni, naprimer od petka do nedelje, določene vaje so tudi enotedenske. Večina terenskih vaj poteka po različnih koncih Slovenije, pri nekaterih predmetih pa se odpotuje tudi v tujino. Pri sami praksi pa gre za to, da ni del nekega že obstoječega predmeta, ampak si vsak študent, študentka lahko izbere neko organizacijo, ki zaposluje ali pa morda v prihodnosti bo zaposlovala etnologe, antropologe, in se tam dogovori za 30-urno prakso. Namen prakse je ta, da spoznate iz prve roke, kako poteka delo v takšni organizaciji, in zelo pomembno je tudi to, da vaši morebitni bodoči zaposlovalci spoznajo, da vsi ustvarjate neko mrežo stikov in podobno. Kar se tiče prakse, seveda niste prepuščeni sami sebi, če kdo kdaj potrebuje kakšne nasvete, pomoč pri izbiri prakse, je zmeraj na voljo oddelčna koordinatorka za prakso. Zdaj pa bi se radi pohvalili še z našo veliko mrežo mednarodnih izmenjav in možnosti zanje. Tudi o tem bo več povedala Ana, ki vam tudi pomaga svetovati, ko se odločate, kam bi radi šli. Ja, torej na našem oddelku močno spodbujamo študentsko mobilnost. To pomeni, da se lahko udeležite mednarodnih izmenjav na vseh 3 stopnjah študija. Sklenjene imamo pogodbe s številnimi univerzami, nekaj teh vidite z temi znakci na zemljevidu. Na izmenjavo lahko greste v obliki bodisi študijske izmenjave, kar pomeni, da na eni izmed partnerskih univerz študirate 1 ali pa 2 semestra, ali pa v tujini opravljate Erasmus prakso. Po naših izkušnjah študentje, študentke zelo radi gredo na izmenjavo, si na ta način širijo obzorja. Trenutno, na primer, ena študentka se odpravlja v Argentino, druga v Maroko in seveda mnogi pa po različnih evropskih univerzah, tudi na Balkanu, v Turčiji in tako naprej. Morda še to, v praksi lahko to za vas pomeni, da se na izmenjavo odpravite že v 2. letniku do diplomskega študija. Ni, na primer, treba čakati, da ste magistrski študenti ali kaj takšnega. Hkrati morda samo še to, na izmenjavah oziroma tekom tega bivanja v tujini številni študentje, študentke tudi delajo raziskovalno delo, na podlagi katerega potem pripravijo svoja zaključna dela, torej diplomska, magistrska, doktorska dela. Če bi še to dodala, da tudi k nam prihajajo profesorji in študentje iz drugih univerz, tako da tudi že predno greste ali pa ko ne greste, imate stik z tujimi študenti in profesorji. Tako da zdaj bi pa nekako nadaljevali še s tem, kar vas verjetno tudi zanima, zaposlitvenimi možnostmi, ki so številne in o katerih bo več povedal Blaž. Ja, živjo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kar se tiče zaposlovanja etnologov, etnologinj, antropologov in antropologinj,
se pogosto govori, da pravzaprav smo nezaposljivi, nepraktični, nezanimivi in tako naprej. Ampak zdaj, ko sem se pripravljal na te informativne dneve, sem pa se malo pozanimal tudi pri naših bivših študentih, študentkah, sem ugotovil, da to sploh ni res, ne? Da pravzaprav obstaja ogromno možnosti in da veliko teh možnosti spoznate že tekom študija v obliki prakse, to, kar je Ana pravkar oziroma mička nazaj omenjala. Hkrati, tako da pravzaprav se študentje pravzaprav brez večjih težav po diplomi oziroma po magisteriju zaposlijo. Zdaj, tista področja, kjer se lahko zaposlijo, so pa, če zelo na kratko povem, vsa tista področja, kjer imamo opravka z ljudmi. Skratka, obstaja gromozansko število različnih institucij na različnih delih družbenega življenja, kjer lahko sodelujemo. Marsikatera vidite navedena tukaj, tudi konkretne primere, vidite navedene na tej prosojnici. Ampak vseeno, če samo na hitro omenim par takih najbolj tipičnih, ki si lahko predstavljamo, antropologi, antropologinje oziroma etnologi in etnologinje se pogostokrat zaposlujemo v muzejih, institucijah povezanih z kulturno dediščino, v različnih kulturnih ustanovah, v različnih nevladnih organizacijah, delujemo na področju migracij, človekovih pravic, mladih, okolja, socialne vključenosti, skupnostnih centrih in tako naprej. Prav tako v javni upravi in javnih zavodih, se pravi na različnih občinah, ministrstvih, regionalnih institucijah in podobno. Prav tako mediji, tako klasični, se pravi tiskani mediji in televizija, kot tudi novi mediji, spletni mediji. Tukaj pravzaprav deluje ogromno naših diplomantov in diplomantk. Zanimivo pa je tudi to, da ogromno naših kolegov in kolegic se zaposluje tudi na področju zdravstva. V zadnjem času, čisto slučajno, verjetno se je tako zgodilo, da se kar nekaj naših nedavnih diplomantov in diplomantk zaposlilo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Jasno, to je pomembno, pomembna je komunikacija med ljudmi, med osebjem in tako naprej, in tukaj z našim teoretskim znanjem, našim metodološkim znanjem lahko antropologi in antropologinje ogromno prispevamo. In ravno ta naš doprinos, ta naš specifični doprinos, ki ga ne dobite pravzaprav nikjer drugje, je izjemno pomemben in se izkaže kot en tak odličen skill set, ki ga lahko prinesemo. Pri čemer velja opozoriti to, če ste slučajno kdaj gledali na kakšne oglase za službo, pač redko kdaj je zapisano, iščemo antropologa ali pa etnologa. Ampak ne pomeni to, da nismo zaposljivi. Ravno nasprotno, vsa ta širina, ki jo dobimo tekom študija, nam omogoča, da smo zaposljivi na raznih področjih, ki morda na prvi pogled niso neposredno vezana z našim poklicem, ampak v resnici pravzaprav mi ta poklic lahko obogatimo. Tako da, ja, morda to na kratko. Velika prednost je pa to, da imamo na študiju prakso in kot je Ana rekla, tekom študija spoznate potencialne delodajalce, oni spoznajo vas in to pogosto omogoči, da lahko brez večjih težav po študiju dobite službo. Ja, zdaj pa še sam študij seveda, v smislu tudi obštudijskega druženja skupnosti študentov, tako da tukaj pa bi povabila Nežo, da pove nekaj več o tem, vkolikor upam, da je z nami. Je. Dobro. Mogoče bi prvo začela s tutorstvom, ki je ta prva stvar, s katero se boste kot bodoči študentje spoznali. Kot tutorji vam nudimo pomoč pri prehodu iz dijaškega življenja v študentsko življenje, odgovarjamo na različna vprašanja, ki jih imate, glede študijskih smeri, predmetov, profesorjev. Če rabite kakšno pomoč, vas lahko napotimo na k različnim organom filozofske fakultete.
Hkrati vam lahko naprej povemo, če hočete biti aktivni, posebej na oddelku ali na filozofski fakulteti, zakaj bi se radi odločili. Tako da smo v bistvu taka res pomoč in vez med faksom in med vami oziroma pač bruci. Pa bi mogoče še kaj povedala, kaj se na našem oddelku dogaja. Ta glavna stvar, ki se je letos prvič zgodila, je študentska revija, pa da se lepo vidi, študentska revija Šreka, kjer smo se odločili, da bi v bistvu vse seminarske naloge, projektne naloge, karkoli sami želimo spisati, nam leži na Driveu, da bi spravili v neko obliko, kjer bi lahko tudi ostali študentje videli, s čim se ukvarjamo, kaj nas zanima. In smo se pol leta približno ukvarjali s tem, da bi zbrali najboljše prispevke, jih malo dopolnili. Najdete jo tudi na Instagram profilu revija Sreka, imate dostop do PDF verzije, tako da to je naš prvi produkt. Pol imamo tudi, hvala. Pol imamo tudi študentsko sekcijo društva Kula, ki se imenuje Kulaktiv, kjer bomo delali različne, oziroma smo že začeli s filmskimi večeri, ekskurzije v povezavi z različnimi oddelki. Letos bo enodnevna ekskurzija, v prihodnosti planiramo večdnevne ekskurzije, različna druženja, čajanke, urejamo prostor, študentski prostor Zavetišče, ki je na našem oddelku. In vse različne stvari, novi predlogi vedno dobrodošli, kar nekaj jih imamo že sami. Tako da to je to. Lahko kasneje, če imate še kakšna vprašanja specifična na študentsko življenje, kar vprašajte. Hvala, Neža. Zdaj bi samo še dve stvari, predno gremo na vprašanja. Ena je, kako pač izvedeti, če kaj več, a ne? Seveda se lahko vedno obrnete na tutorke, na našo strokovno sodelavko, se pravi po domače tajništvo, in tudi na kogarkoli izmed nas, a ne, to najdete na spletni strani. Bo pa tudi v prvem tednu marca teden odprtih vrat in si lahko zberete predavanja, ki jih pridete poslušati, a ne. Sicer predavanja so tako odprta, javnega tipa, tako da lahko tudi kdaj drugič pridete, če takrat ne morete, da malo preizkusite, kako izgleda. Zdaj, predno gremo na vprašanje, sem rekla še druga stvar, in sicer se nam bo javil še kolega Boštjan Kravanja, mogoče, ki je želel iti na teren v Drežnico, ker je danes pust, a ne, in verjetno greste potem tudi vi na ogled kakšnih mask ali pa sami na kakšno zabavo. Skratka, mogoče če vkolikor je Boštjan še povezan z nami, ga zdaj vabim, da se na kratko javi, sicer iz Ljubljane, ker ni mogel v Drežnico. Ja, pozdravljeni. Jaz sem se res namenil, da bom šel v Drežnico, pol nam je bolezen prekrižala načrte. V bistvu sem v Drežnici želel predstaviti jih predvsem svojemu sinu, jih pa tudi potiho uporabiti kot vzgojni pripomoček, ker tisti ta grdi v Drežnici imajo nalogo, ne, da lovijo oziroma da preganjajo otroke stran, ne, iz tega prizorišča, nekakšne poroke, ne, oziroma obiskovanja talepih, ne, ki obiščejo pač vse hiše. In zdaj v Drežnici, po dolgih letih bi se sicer tam jaz pojavil, v Drežnici je vse skupaj zamrznilo, ne, v času, ker se je sama skupnost tako odločila. Tukaj bi pa samo kot nek utrinek iz Kongresnega trga, ki je bolj družinsko pustovanje in je popolnoma nekaj drugega, seveda, kot so te dediščinske znamke, kot je pač drežniški pust ali pa tudi nekateri karnevali, recimo v Cerknici je tak, ne. V glavnem, po Sloveniji se trenutno dogaja pustovanje in zdaj sam pust je zdaj taka klasična tema etnologije in kulturne antropologije, predstavlja predvsem navdih, in če to navežem malce na naš študijski program, kje bi videl recimo pust kot koristno ali pa kot fino izhodišče za vaje,
gotovo pri vseh dediščinskih predmetih, kjer so tudi nekateri letniki tudi že šli, recimo v Markovce na pust, ali pa pri antropologiji turizma, gotovo, ker so to danes sve spektakli, ki pa imajo neko dvojnost, ne? In sicer nekateri so se, kot recimo v Drežnici, so se odločili, da na karnevale ne odhajajo. Če hočeš drežniški pust videti, moraš iti v Drežnico, a ne? Oni ne gostujejo, tako kot recimo kurenti in ostale maske na različnih mestnih karnevalih. Trenutno se to dogaja tako rekoč po celi Sloveniji. Vsa vidnejša mesta so se odločila, da priredijo to vrstne pustne prireditve. Skratka, pust ponuja torej po eni strani preučevanje ali pa opazovanje kulturnega menedžmenta, turističnega spektakla in seveda dediščinske politike ali pa menedžmenta, upravljanja dediščine. Tako da seveda pa recimo današnji utrinek tukaj iz Kongresnega trga, ki mi je bil meni zanimiv, je bil recimo vidik naracij, ki jih pripovedujejo maske iz vrtcev in šol, ki se predstavijo, in se je zvrtila pred našimi očmi cela plejada otroške pop kulture, a ne? Od Martina Krpana do Žogice, Nogice, do Viki, Vikinga, pač vse, tudi ljubljanskih teh koliščarjev. In seveda po eni strani so to res te otroške zgodbe, ki pridejo potem, in pa zgodbe, ki jih pripoveduje pa povezovalec, kjer pa nam podaja še vrednote, a ne, tiste, za katere predvidevamo, da jih moramo na nek tak ali drugačen način vcepiti otrokom, a ne, da bodo dobri člani naše družbe. In tako naprej. Ne, pust predstavlja predvsem navdih za to, da iz različnih in zelo veliko različnih vidikov je, iz katerih lahko pust tudi gledamo, preučujemo, se pri njem navdihujemo, vključno seveda s tistimi najstarejšimi, recimo bolj religioznimi vsebinami, a ne, ki bolj posegajo potem pa globoko v vprašanje recimo procesije, ne, zakaj ljudje po vsem svetu, tako rekoč, ne, od nekje iz neke točke gremo proti neki drugi točki v tej obliki, a ne, procesijski. In pa seveda sama maska, ne, kot fenomen in kot fenomen ustvarjanja neke druge podobe, neke druge identitete, ustvarjanja iluzije drugih svetov, ne. In najbrž bi kakšen starejši, recimo v kakšnih starejših tekstih o tem, o maskah, najdli tisto izhodišče, ja, to prihaja iz lova, ne. Ampak sama tista najbolj globoka nagnjenost človeštva ali pa človeka k temu, da ustvarja neko drugo realnost, neko iluzijo, ne. Tako da nekaj pahljače sem tukaj samo podal, upam, da nisem bil predolg, kaj vse ti lahko pride na misel, kako lahko razmišljaš o pustu. Tako da bi zaključil z Claude Lévi-Strausovo bi rekel krilatico ali pa slavno izjavo, ne, da pust sicer je tudi dober za jest, ne, pusta, hrusta in tako naprej, ampak predvsem je pa dober za misliti. Hvala lepa, upam, da nisem bil predolg.
Hvala, Boštjan. Zdaj pa tako, da imate malo vtisa, ne, da pravzaprav je teren lahko blizu, daleč, lahko je v Ljubljani, lahko je v Sloveniji, lahko je dlje, in da vedno se da o terenu seveda tudi razmišljati na daljše, krajše načine. Zdaj pa bi predvsem vidim, da v četu je bilo že nekaj vprašanj. Večinoma sta Blaž in Ana odgovorila, lahko tudi drugi pogledate. Ampak seveda ste pa vabljeni, da še kakšno vprašanje zastavite v živo. Tu na zadnjem tem diapozitivu so še te osnovni kontakti, a ne? Ta sama predstavitev bo tudi na spletni strani. Zdaj pa ja, če ima še kdo kakšno vprašanje, zelo, zelo dobrodošli. Kar zadeva parking, bom se odzval. Tole je najbolj odvisno od mestnih oblasti. Trenutno je na Viču dovolj parkirnih mest, tako da se da parkirati v recimo krogu 500 metrov okoli našega oddelka. Če se bo kaj spremenilo, pa verjetno ne bo več tako enostavno. Trenutno je zastonj namreč večina parkirani naokoli. Ja, še enkrat ta vprašanja, ki so v četu, bi jih tudi na glas povedali. Ja, če še enkrat treba v zvezi recimo z dvopredmetnim, se vedno da dogovoriti, ne? Tudi če se neke stvari prekrivajo, se na vsaki smeri vidite, kaj je zares obvezno, kako boste kombinirali, da greste recimo enkrat na eno, drugič na drugo predavanje, in tudi to, da če se obvezne vaje recimo prekrivajo, se tudi, kar se sicer redko, se tudi najde rešitev, kako to skombinirati, no. Tako da to ni treba, da vas zelo skrbi, se pač potrudimo, da najdemo rešitve. Ja, prav tako so tudi, vidim, vprašanje, so seveda možne študijske izmenjave tudi za dvopredmetne študente. V praksi to pomeni, da si študentka izbere, preko katerega oddelka bo šla na izmenjavo, in potem v bistvu vidimo, kateri so tisti predmeti iz obeh oddelkov, ki bi se lahko, ki jih lahko posluša na izmenjavi. Tako da takšni primeri ne samo, da so mogoči, ampak so tudi v praksi precej pogosti. Omejitve vpisa v bistvu je Rajko odgovoril, tako da do zdaj... Samo številk ne poznam na pamet, Ja, upam, da je kdo mislim, morda da so nekaj ve. približno take, mogoče so še malenkost večje na dvopredmetnem študiju, tako da ja, kar pogumno se vpište, do zdaj zadnje 2 leti niso bile čisto do konca zapolnjene. Namestitve za redne študente, če niso iz Ljubljane, verjetno to sprašujete, to so študentski domovi Ljubljana na voljo, je pa zato tudi posebna služba, to ne ureja konkretno oddelek, ne, ampak vsekakor Univerza v Ljubljani ima študentske domove tudi na Viču, se pravi ne tako zelo daleč od nas, tako da zato se je smiselno obrniti na... vem, da jaz bolj vem, za Erasmus študente se obrnejo na ravni univerze, ampak a kdo od vas ve konkretno, na koga se obrniti za študentske domove? Saj študentski domovi imajo svojo spletno stran, dodal bi, da je tudi Gerbičeva zelo blizu. Če kakšno vprašanje, tudi lahko za Nežo, študentko, ki je v zvezi s študentskim življenjem. Pa pogumno vklopite mikrofon, da vas slišimo. Ja. Še kakšno sekundico počakam, če se kdo še kaj spomni. Sicer pa seveda vabljeni tudi... A je še kakšno vprašanje? Samo malo. Sicer pa seveda vabljeni, a ne, da tudi sicer vprašate bodisi našo strokovno sodelavko Tanjo Tivadar, bodisi tutorke, bodisi pač koga od nas, najdete naše kontakte na spletni strani. Tudi tam je Sandi pripravil posebno rubriko Informacije za bodoče študente, tako da tam je pač malo bolj sistematično to, kar bi vas zanimalo, a ne. Tako da hvala, da ste se na to pustno in Valentinovo soboto udeležili tega Zooma. Zdaj pa seveda vam želim lep dan še naprej, uživajte vse te praznike ali karkoli želite. Tako da hvala vsem, tudi kolegom in kolegicam, da ste se udeležili tega Zooma, in upam, da se vidimo. Ja. Srečno, čao. Srečno, pa, čao. Ja, se vidimo jeseni. Ja, se vidimo jeseni.